Miloš, dobrodošel ponovno med nami. Izvoli, povej nekaj besed od otrok Marije Terezije. Hvala lepa, hvala. Ja, z veseljem. Hvala. Torej, moram reči, da seveda čas Marije Terezije je obdobje, v katerem se res veliko zgodi. Če bi seveda bolj podrobno šli, bi lahko celo serijo predavanj samo o Mariji Tereziji naredili. Nažalost tega časa nimamo, kot je že gospod Vernik lepo rekel, še dvakrat, pa bo ta naš cikel zaključen. Kljub temu, Marija Terezija si zasluži tudi preko svojih otrok malo več pozornosti. Že zadnjič, ko smo se pogovarjali o Mariji Tereziji, smo omenili, da Marija Terezija seveda tako rekoč za vse večne čase spremeni usodo družine Habsburžanov, torej jih naredi za, bomo rekli, tako pomembno, tako široko družino, da enostavno ni več nobenih problemov, vprašanj, ali bo ta družina preživela, ali bo morda izumrla, kot smo imeli težave s tem. In seveda tisto, kar je pomembno, je, da vidimo, kako so se nekateri od teh otrok, ki jih imate na tej lepi družinski sliki, znašli v življenju. Namreč, glejte, Marija Terezija je vsega skupaj imela 16 otrok. Mi ne bomo seveda obravnavali vseh, namreč nekateri so bili bolj pomembni, nekateri so bili manj pomembni. V vsakem primeru se moramo dotakniti tistih, ki so pomembni tudi za našo deželo, za naše kraje. Recimo v tem smislu imamo tule Jožefa, pa potem Leopolda in pa tudi hčerke Karolino, Marijo Antoaneto in pa Marijo Kristino. Danes se bomo gibali ob koncu 18. stoletja, torej ob koncu tega tako imenovanega starega režima, torej obdobja, ko še seveda lahko govorimo o razsvetljenem absolutizmu, obdobja, ko pravzaprav redko kdo dvomi o božanskih pravicah vladarjev, in to je seveda tisto, kar je pravzaprav najbolj zanimivo. Torej, tik pred revolucijo imamo seveda to široko cesarsko družino, ki se zelo različno znajde v tem obdobju in videli bomo različne usode, pozitivne in seveda tudi zelo žalostne. Predvsem pa bomo videli, kako Marija Terezija, tule lahko vidite portret njene družine, še ko je bila Marija Terezija živa, ampak lahko vidite, da razlika od prejšnje slike je ogromna. Vdova je, ni več poročena in ob njej je zelo malo otrok. Pravzaprav imamo zraven že kakega zeta tudi. Namreč hčerke so se v glavnem podale v tujino, Italijo, Francijo, nemški prostor, sinovi nekateri ravno tako. Eden od njih je bil celo nadškof v Kölnu in posledično seveda Marija Terezija vedno bolj sameva v Schönbrunnu, v Hofburgu. Ampak
vendarle, generacija, ki jo Marija Terezija ustvari, je seveda tista, ki je izrazito vplivala tudi na dogodke v Evropi in pri nas. Namreč nekaj moramo vedeti. Ko Marija Terezija leta 1780 umre, so njeni otroci tisti, ki tako ali drugače, uspešno ali manj uspešno nadaljujejo njeno delo. In to seveda pomeni, da se delo Marije Terezije pravzaprav nadaljuje, ampak v nekoliko spremenjeni obliki. Torej, Marijo Terezijo nasledi na položaju madžarske, češke kraljice njen sin Jožef. Jožef II., ki ga mi dobro poznamo kot razsvetljenega absolutista. Tukaj ni nobenega dvoma. Torej, Jožef II. Je bil tipični razsvetljenec, je pa značajsko seveda bil Jožef II. izrazito drugačen od svoje matere in to je vodilo v številne spore med njima, predvsem pa tudi v številne težave, ki jih je Jožef imel sam s sabo. Namreč od vseh Habsburžanov, od vseh otrok Marije Terezije je daleč najbolj konfliktivna figura in videli boste, da iz tega simpatičnega dečka, ki ga tule vidite, zraste ena taka zelo zanimiva in jasno tudi čudna figura. Glejte, Jožef je bil deležen dobre izobrazbe na vseh področjih. Bil je vsestransko izobražen, hkrati pa pravzaprav ne vemo natančno, od koga podeduje veliko trmo, ki mu potem v življenju zelo škodi. Torej, Jožef, tukaj ga vidite upodobljenega z mlajšim bratom Leopoldom, skupaj sta bila takdaj, sami lahko vidite, na obisku v Rimu, je že zgodaj veliko potoval. Za razliko od matere, pravzaprav nikoli Marija Terezija ne zapusti ozemlja svoje monarhije, torej za razliko od matere potuje marsikam, bomo videli od Francije, Italije, Rusije, Nemčije, torej skoraj da ni evropske dežele, kamor Jožef ne bi potoval. Tako kot mladi mož, kot seveda tudi kasneje kot vladar. In to je tisto, kar ga seveda naredi precej širšega v pogledu na svet, kot pa je bila Marija Terezija. Torej, Jožef, moramo reči, da se ne razume dobro ne z materjo, ne z očetom. Marija Terezija je bila seveda za njega spoštovana mati, ampak predvsem vladarica, ki je po njegovem mnenju seveda veliko predolgo sedela na prestolu. Saj veste, kakšni so otroci. Po navadi si hitro začnejo predstavljati, da znajo vse boljše kot starši in seveda bi najrajši videli, da se starši umaknejo in da oni potem seveda to, kar starši počnejo, naredijo hitreje, bolje in še kako drugače. Jožef ni bil čisto nič drugačen. Problem je bil seveda še hujši v tem smislu, da se Jožef tudi z očetom ni razumel. Torej, Franc I je imel svojega sina sicer zelo rad, ampak sta si bila značajsko veliko preveč narazen. Franc je imel rad vino, ženske, zabaval se, Jožef je bil asket, nič kaj simpatična, nič kaj prijetna družba, ne bi ga radi povabili domov na kako zabavo, na kak žur. Mladega fanta, zdaj še prestolonaslednika, je bilo treba seveda poročiti, tule ga vidite že kot mladega moža, in Marija Terezija je seveda hudo morala razmisliti, kam se ozreti.
Torej, bodoča soproga je morala biti lepa, pametna in predvsem seveda z neoporečnim rodovnikom. Torej, katoliška seveda in kar se da pač, bom rekel, privlačna. V ta namen se Marija Terezija poda na francoski dvor. Torej, Ludvik XV je imel 5 hčera. Ena izmed teh hčera potem postane tašča cesarja Jožefa. Te hčerke so bile rojene v času, ko pravzaprav se rodi Marija Terezija, torej so bile prestare, da bi postale Jožefove neveste, katerakoli. Se je pa seveda ena od teh deklet poročila v Parmo. Tukaj lahko vidimo to starejšo damo, torej Elizabeto francosko in pa njeno hči, torej mlado Izabelo, ki se, kot vidite na tej sliki, razvije v zelo luštno princesko in njena usoda je seveda bila, da se poroči z bodočim cesarjem. No, tukaj lahko vidite eno zelo zanimivo sliko. Original hranijo v Hofburgu na Dunaju in morda, tisti, ki ste že večkrat na Dunaju bili, boste prepoznali določene zgradbe. Slika je seveda domišljijska, prikazuje pa slavnostni sprevod ob prihodu parmske princese na Dunaj. Torej tukaj lahko vidite, poglejte, kako cik-cak, levo, desno, sam neverjetno dolg sprevod koči, ki gredo proti dunajskemu Hofburgu. Glejte, tukaj Avguštinsko cerkev, knjižnico, tule so Mihaelova vrata, tule je pa Albertina. Zdaj, vsak od vas, ki je na Dunaju bil, bo takoj rekel, saj ni tako velikega odprtega prostora. Seveda ne. Torej, če bi bilo res, kar tule vidimo, bi verjetno slikar moral stati na bregu Donave pa slikati, čez prazno polje. Torej, tega nikoli ni bilo, ampak želeli so pokazati, kako pomemben dogodek je to bil. Za Jožefa, za Habsburžane in pa seveda na drugi strani tudi za Evropo. Konec koncev, šlo je za prvo poroko med avstrijskimi Habsburžani in pa Bourboni, sploh. Prej česa takega ni bilo niti za pomisliti. Kak je bil zakon? Glejte, bomo rekli tako, z eno besedo katastrofa. Namreč mlada dva enostavno nista bila drug za drugega ustvarjena. Paradoksalno je, da sta se imela zelo rada. Jožef je imel svojo ženo zelo rad, ampak nekako mu ni bilo, da bi zakonske obveznosti izpolnjeval. Na drugi strani Izabela sploh ni marala moških. Je pa imela svojega soproga rada, v smislu nekega prijateljstva, kot žena mu je bila pokorna, naklonjena, v vsakem primeru. Ni pa bilo tega neke telesne privlačnosti. In to je seveda v teh krogih izrazito negativen pojav, ker seveda ni bilo otrok. In Jožef pravzaprav zelo hitro, ko leta 1765 umre njegov oče, dobi cesarsko krono, postane cesar, ampak še vedno seveda v senci svoje matere. In Izabela Parmska sicer dočaka, da je njen mož okronen, ampak v dobesedno nekaj dneh potem umre. Naravne smrti, mislim, da so bile koze, in Jožef
reče, jaz se ne bom več poročil. Torej, noče se več poročiti in čisto mirne vesti izjavi, saj ne rabim se poročiti, saj ne rabim otrok, z otroci so itak težave, moj brat Leopold bo že poskrbel za to in Leopold poskrbi. Bomo videli kasneje, 18 otrok naredi, tako da ni bil problem. Jožef je zdaj neke vrste asketski vladar, torej primerja se predvsem z pruskim kraljem, Friderikom II. Kot prvim služabnikom države. Jožef pač reče, da je to, da vladar ni vladar, pač pa je prvi služabnik države. In njegov namen je po principih razsvetljenstva lepo spremeniti državo. Ampak dokler njegova mati živi, Jožef seveda ne more narediti nič, razen če se seveda Marija Terezija s tem strinja. Zato Jožef veliko potuje v Neapelj k sestri Karolini, v Pariz, v Versailles k sestri Mariji Antoineti nekoliko kasneje, pa v Modeno, pa v Toskano, in nikjer ga ne sprejmejo, zelo radi. Namreč Jožef je bil brihten, veliko je vedel in najrajše je delil na svete. Zdaj pa seveda, če imate sorodnika, ki pride in vam od zjutraj do večera deli na svete, kako morate kaj boljše narediti, tudi ni fajn. Jožef je bil sploh en tak zakompliciran človek. Želel je biti ljudski vladar, ampak seveda do določene mere. Potem je pa seveda želel se pred ljudmi pokazati vendarle kot cesar. Mi imamo številne anekdote v zvezi s tem. Torej Jožef je potoval po Evropi inkognito, ampak tako, da je dal vedno vedeti, kdo vendarle je. In seveda z vidika Dunaja, z vidika tudi kasneje Francije, je Jožef seveda dejansko bil nek ljudski vladar. Ampak seveda Jožef doživi v tej svoji ljudskosti tudi nekih hladnih prh, predvsem v Italiji, kjer sta bila njegov svak Ferdinand v Neaplju in pa njegov brat Leopold v Toskani resnično ljudska vladarja. Ne samo tako, bom rekel, ker je bilo to moderno, biti ljudski tedaj, pač pa sta bila dejansko ljudska. Eden, bomo rekli, prav, bom rekel, do tistih že meja, še spodobnega ljudski. Jožef je moral čakati na materino smrt. Pripravljal se je, da bo zavladal potem, imel je številne načrte, dopisoval si je z velikimi filozofi, z raznimi misleci širom Evrope, zanimal se je za vse. Vemo, da je recimo se dal zapreti v eno jetniško celico, da je videl, kako jetniki živijo, da je zoral eno njivo oziroma se nekaj metrov, da je videl, kako kmetje to delajo in take stvari. Pri tem je naredil več škode kot koristi, ker je pač mislil, da vse zna. Če je cesar, seveda zna vse. To ni vprašanje in seveda potem je bilo treba popravljati za njim marsikaj in ljudje so bili bolj veseli, ko je šel, kot pa ko je prišel. Torej, Jožef je ogromno seveda dal tudi na zgodovino, na antiko. Tu lahko vidite njegov spomenik pred Dunajskim Hofburgom, tam, kjer je knjižnica, stoji in vidite, da je narejen tako v antičnem stilu. Glejte, ko Jožef dokončno seveda prevzame oblast leta 80, se dejansko loti tudi nekaterih res dobrih in pomembnih projektov. To, kar tule vidite, AKH, to je še danes kratica, za katero vam bo vsak na Dunaju povedal, za kaj gre. To je Allgemeine Krankenhaus, torej splošna bolnica,
prva te vrste v Avstriji, še danes stoji in še danes jo uporabljajo. Seveda so dozidali med tem en kup novih klinik zraven, ampak že dejstvo, da so postavili prvo pravo splošno bolnišnico za dunajske meščane, je velik napredek. Potem seveda tudi prve psihiatrične bolnice postavijo, torej gre dejansko za zelo, bomo rekli, razsvetljene poteze. Na tej točki je bil Jožef seveda uspešen in tudi, bomo rekli, pohvaljen. Tule lahko vidite Jožefineum, spet na Dunaju. Gre za seveda zgradbo Dunajske medicinske fakultete, še danes je not, in recimo Jožef tu uredi prvi teater za seveda seciranje. Nekaj takega so že v Italiji davno prej imeli, torej v Padovi, v Bologni, vemo, da že renesančni umetniki to počnejo, ampak za Dunaj, za ta pobožen Dunaj je bil to seveda smrten greh, ampak Jožef reče ne, če hočemo dobre zdravnike, morajo vedeti, kako človeško telo deluje in drugače ne gre. Torej, še ena taka zelo zanimiva reforma. Potem pa seveda se začnejo tiste stvari, ki pa ljudem niso bile najbolj všeč. Namreč, gledajte, Jožef kot nek tak racionalen vladar je seveda želel predvsem odpraviti najrazličnejša praznoverja in pa seveda po njegovem nepotrebno zapravljanje časa in denarja za razne obrede, ki po njegovem niso ničemur koristili. Večina tega obredja je bila povezana z cerkvijo. Zdaj, če vas vprašam, Jožef, drugi pa cerkev, boste vsi rekli, ja, samostane razpustil. To je seveda res in to je imelo številne negativne posledice, ampak o tem malo kasneje. Torej, Jožef se je pa dotaknil seveda še marsičesa drugega, med drugim tudi seveda pogrebov. Zatrdil je, da je seveda popolnoma neumno in škodljivo z vseh vidikov, da pokojnika pokopljajo v krsti. In tako so uvedli tako imenovane jožefinske krste. Vidite, kako izgledajo, ta je na razstavi v Dunajskem mestnem muzeju. Torej, na videz še kar taka normalna krsta, samo ta krsta se je na pogrebu, ko so pokojnik ali pa pokojnico pripeljali do groba, spodaj odprla, truplo je padlo v jamo in krsto so odnesli. Torej, šlo je za reciklažo. Danes se s tem, bom rekel, zelo hvalimo, če kaj recikliramo. Jožef je že več kot 200 let nazaj to počnel. Če ste gledali film od Mozarta, ste to videli, prav tako, bom rekel, grozljivo to zgleda. In ena prvih reform njegovih, ki je padla, je bila ravno ta. Torej, ljudje so mrzili te krste, ampak tak je bil zakon. Jožef tule ni poznal pardona in seveda je zahteval, da vse pokopljajo na ta način. Torej, govorimo za navadne ljudi, seveda. Tukajle vidite portret papeža Pija VI., ki je imel to nesrečo, seveda, da je papeževal v času ne samo Jožefa, pač pa kasneje tudi Napoleona. Veste, Pij VI., sami lahko vidite, tak lušen, prijazen gospod je bil umirjen, je te Jožefove reforme videl kot napad na cerkev. In zgodilo se je nekaj seveda nepredstavljivega, namreč leta 1782 je Pij VI. Odpotoval na Dunaj. Prvič po ne vem kolikih stoletjih je papež prostovoljno zapustil Italijo in šel Jožefa prepričevati, naj vendarle ustavi te svoje reforme.
Pomembno je to, da je papež seveda potoval tudi čez naše kraje, recimo v Ljubljani se je ustavil za kar nekaj časa, mislim, da za cele 3 tedne. Bival je pri Križnikih, v današnjih Križankah, tam je bil njegov dvor na poti, je pa potem prišel na Dunaj, ampak dosegel nič. Jožef je še naprej seveda izvajal svoje reforme in tista, za katero vsi vemo, je pač razpustitev številnih samostanov. Zdaj, zakaj je to seveda Jožef počel? Rekel je, samostani ne delajo nič pametnega, to je leglo nemorale, boljše, da se seveda samostanske zgradbe za kaj drugega uporabijo, da bo enot šole, da bo enot karkoli, zemlja, pa naj bo seveda v rokah države, ki jo bo znala bolje obdelati. Morda je kaj od tega bilo res. Dejstvo pa je seveda, da za nas, za slovenske dežele, Kranjsko, Koroško, Štajersko, to ni pomenilo nič dobrega. Namreč, kakorkoli že, vi morate vedeti, da v času Jožefa II., v času Marije Terezije, šele mi dobimo prve, recimo, posvetne intelektualce, Linharta, kasneje Vodnika. Do tedaj, karkoli smo že imeli tega, bomo rekli, literarnega, je bilo vezano na cerkev. A so bili to protestanti, a so bili to katoličani, v vsakem primeru je bila to prej kot ne cerkev. In zdaj seveda se samostani, recimo Stična, pa še kak drugi, razpustijo in njihovo premoženje dobi država, avstrijska država. In knjižnice, arhivi, nekaj pripeljejo to v Ljubljano, v deželno prestolnico, tisto, kar je bilo štajerskega v Graz, tisto, kar je bilo pa koroškega v Celovec. In seveda najpomembnejše kose, jasno, na Dunaj. In tako smo Slovenci izgubili marsikaj, marsikake originale, ki so bili prej hranjeni na našem ozemlju in bi seveda pri nas ostali, če ne bi teh samostanov zapustili. Torej, z vidika, če lahko tako rečem, narodne dediščine, so bile te reforme za nas slabe. In tudi konec koncev, kmetje kot taki niso imeli ravno velike koristi, prej so pač cerkvi plačevali dajatve, zdaj so pa posvetni gospodi oziroma državi. No, tukaj imamo pa seveda eno zanimivo listino, ne bom vam našteval, kaj vse piše, gor piše mi, Jožef II, po milosti Božji, izvoljeni rimski cesar, itd., itd., torej našteti so vsi naslovi dol, in to je seveda zelo pomembno, vidite tudi tem hercogcu, Burgundcu, Lothringencu, kaj je tam, Kärnten, Krajn tudi, torej krajinski vojvoda. To je naslovna stran njegovega tolerančnega edikta. Namreč s tem je Jožef dovolil na ozemlju cesarstva tudi protestantizem, tudi Judje so smeli javno svoje obrede opravljati in tedaj se začnejo pravzaprav na širšem avstrijskem ozemlju tudi prve protestantske cerkve graditi. Torej, pomembno, vsekakor zelo pomembno je to bilo in lahko rečemo ena tistih reform, zaradi katerih Jožefa niso bolele glava pa še kaj drugega. Namreč, mi moramo vedeti nekaj. Jožef je bil prepričan, da z tako na razumu temelječo politiko bo osrečil ljudi, pa jih ni. Mnogi ljudje so bili
navajeni na stare običaje in zdaj, ko je na silo seveda bilo to odpravljeno, so se upirali. In še nekaj treba povedati. Jožefove reforme so bile v bistvu zelo centralistične. On je želel odpraviti te deželne stanove, deželne parlamente, ne samo pri nas, tudi na Madžarskem, na Češkem, češ, ja, zdaj bo imeli pa ljudje, bom rekel, neposreden stik lahko z vladarjem. Še danes je to težko, ampak danes lahko pošljemo e-mail ali pa kaj takega. Takrat pa to ni bilo možno. In upirali so se mu vsi. Vsi po vrsti, od Slovencev pa ti še najmanj, najbolj pa seveda Madžari, Čehi in tudi seveda Nemci, Avstrijci, če lahko tako rečemo. Malo več sreče je imel Jožef v zunanji politiki in tu seveda naredi, to smo že rekli, zvezo z Rusijo in Prusijo, razdelijo si Poljsko, najprej enkrat, potem dvakrat in potem trikrat, dokler je ni pač bilo nič več. Leta 1888, torej 1788, Jožef odpotuje na uradni obisk v Rusijo. Torej, Katarina Velika, tedaj z svojim ladjevjem plula po Dnjepru proti Krimu, ki ga je ravno zasedla, in na poti se Jožef pridruži. Tule lahko vidimo srečanje med Jožefom in Katarino, ki sta potem nekaj mesecev živela skupaj, odlično sta se menda razumela, pri tem, da je Katarina seveda bila veliko modrejša od cesarja in ga je prepričala v marsikako koncesijo na račun Rusije. Jožef je recimo kasneje začel vojno proti Turčiji, ki jo Avstrija sploh ni rabila. Odnosi z Avstrijo, Turčija so bili zelo dobri in to je bilo samo v korist Rusije. Torej, tu je Jožef zapadel Katarininim čarom. Da ne boste narobe razumeli, Jožef je sicer bil vdovc in živel sam, ampak tu pa tam je pa seveda imel kakšne ljubice, tako da ni bil čisto asket. Kot tak se je sicer prodajal, ni pa, bom rekel, to dejansko bilo v realnosti takole. Torej, slika, ki jo vidimo tule, nam kaže že nekoliko ostarelega, bolnega cesarja. Tukaj imamo pa seveda sliko, ki nam prikazuje pravzaprav zadnje slovo cesarja Jožefa. Torej, Jožef je delal do svoje smrti in pravzaprav umrl ne v postelji, pač pa v svojem naslonjaču. Če gledate sliko, lahko vidite levo in desno od vrat portret Katarine Velike in pa Friderika Velikega, za njim pa doprstna kipa cesarja Franca in pa Marije Terezije, torej njegovih staršev. Glejte, Jožef II. Je umrl v času, ko je Evropo že pretresala francoska revolucija. Ta je bila za Jožefa seveda hud udarec, predvsem iz dveh razlogov. Najprej, ker so se odmevi francoske revolucije poznali že tudi v Avstriji. Upirali so se Čehi, upirali so se predvsem Madžari, grozila je, če hočete, državljanska vojna. Po drugi strani pa to gotovo veste, v revoluciji je bila do vratu pogreznjena njegova najljubša sestra, Marija Antoaneta. O njej bomo seveda še danes kaj spregovorili. Tukaj lahko zdaj vidite Jožefov sarkofag, torej zadaj sarkofag njegovih staršev, spredaj pa njegov sarkofag. Zelo preprost, neverjetno nasprotje je med tema dvema. Jožef je sam sestavil svoj nagrobni napis, ki je, tako bom rekel, čisto v njegovem slogu. Piše tu gor, tukaj počiva cesar Jožef II., ki mu je v življenju spodletelo vse, česar se je lotil. Torej,
umrl je zelo mračnih misli, a ne, in roko na srce, če bi Jožef vladal še naprej, bi Avstrija verjetno razpadla. Torej te njegove reforme, a ne, so bile sicer z sodobnega vidika, a ne, zelo, bom rekel, dobrodošle, ampak ljudje v njegovem času jih niso sprejemali kot takih. Tule za konec, a ne, o Jožefu še en portret, ki je pa nastal krepko že po njegovi smrti. Ta jožefinizem, a ne, kot se reče pač temu, bom rekel, reformnemu gibanju, je seveda živel še naprej, a ne. Ni pa nikoli več, a ne, v Avstriji bilo vladarja, ki bi se lotil reform tako zelo, bom rekel, na veliko in tudi z pretirano naglico. Namreč Jožefa, ne, nasledi njegov brat Leopold II., ki je bil v vseh pogledih, a ne, boljši od svojega starejšega brata. Glejte, Leopold je bil 11. po vrsti otrok Marije Terezije. Torej, imel je 10 starejših bratov in sestra, kljub temu se je na koncu zgodilo tako, da je bil ravno on tisti, ki je nasledil svojega brata. O vladavini cesarja Leopolda II. Bomo mi govorili naslednji teden, ko se bomo pogovarjali o revolucijah in pa družini Habsburg med revolucijami. Namreč ironija pravzaprav je, da je ta Leopold, a ne, vladal kot cesar samo 1 leto in 8 mesecev, a ne, od leta 1790 do 92. Vse rekli, kaj pa počel prej? Prej je pa 25 let počel seveda isto stvar, torej vladal je, ampak ne v Avstriji, pač pa v Toskani. In to je seveda tisto, kar je danes na tem predavanju za nas precej bolj zanimivo in videli boste, a ne, v čem je bil Leopold II. Tako drugačen od svojega brata. Torej, Leopold je bil ravno tako izobražen, ravno tako brihten, a ne, kot njegov starejši brat, bil je pa bolj previden, predvsem pa, mi bi rekli tako malo po domače, malo bolj ziheraški. Tudi on je hotel reforme, ampak ne reforme za vsako ceno. Glejte, Leopold se je leta 1765 poročil z Marijo Ludoviko, ki je bila hči španskega kralja Karla III. Tudi on, torej Karl III. Je bil iz Burbonske dinastije in Marija Ludovika je bila seveda po krvi Francozinja, rojena na španskih tleh. Ko sta se poročila, sta odpotovala v Toskano. Torej, Leopold, a ne, je dobil Toskano v upravo od svojega očeta, ampak ta uprava Toskane ni trajala niti nekaj tednov, ne, ko je cesar Franc umrl in Leopold postane veliki vojvoda Toskane. Ta dogodek je zelo pomemben. Namreč Leopold, a ne, dobi svojo deželo, ki dejansko vlada veliko prej kot pa njegov starejši brat. Torej Leopold je bil še najstnik, ko zavlada in seveda ta veličastna palača v Firencah, ena najmogočnejših palač v Evropi sploh, postane njegova rezidenca. Leopold je dobil v upravo in zdaj v vlado deželo, ki je bila tako rekoč na robu propada. Namreč cesar Franc, kolikorkoli je bil prijazna oseba, se sploh ni zanimal za to svojo deželo. Pobiral je davke, naredil ni pa nič. In Leopold je seveda zdaj zavihal rokave in
uvedel celo serijo zelo, zelo pomembnih reform. Ampak Leopold ni reformiral, kar tako počez, bolj zaradi reform kot takih, pač pa je seveda reformiral, bomo rekli, z zdravo pametjo. Začel je seveda v sami hiši, torej palača Pitti, ogromne prostori so tu not, če ste kdaj bili, boste vedeli, če niste, dajte kdaj iti sem. Morate si predstavljati, da ima ta palača, vidite, pritličje pa 2 nadstropji, vsako nadstropje je 12 metrov visoko. Predstavljajte si, kakšni so prostori, kako je bilo to zakuriti, in Medičejci so not zbrali čudovite stvari, ki so bile pa seveda bolj dekorativne kot praktične. In Leopold skupaj s svojo ženo vse skupaj predelata in opremita v enem takem precej bolj okusnem stilu, udobnem stilu in palača Pitti postane ena najlepše opremljenih rezidenc, kar jih je sploh kdo imel. Potem Leopold zgradi še eno palačo, Vilo Poggio Imperiale, ki ima za letno rezidenco, to je gor na hribu nad Firencami. Sicer pa Leopold ves ta čas dela tudi reforme na področju kmečkega življenja. To, kar tule vidite, je sicer razvalina, ampak lepo se vidi, kaj pravzaprav imamo pred sabo. To so tako imenovane vzorčne oziroma Leopoldove hiše. Torej, Leopold potuje po Toskani in vidi, da kmetje bogo živijo. Torej reče, od zdaj naprej morajo kmetje imeti hišo, sam nariše načrt in zdaj si predstavljajte, na sredini, tam, kjer je stolp, so stopnice, stolp je zato, da svetloba dol pade. Spodaj kuhinja, hlevi, zgoraj bivalni prostori. Te hiše so bile tako všeč ljudem, da so jih gradili in jih še danes take gradijo. Če se malo peljete po Toskani, boste te Leopoldove hiše srečevali vse povsod. Ne v tako slabem stanju, kot je ta, ampak seveda čisto v, bivalnskem stanju. Potem Leopold naredi reformo celotnega sistema. Odpravi fevdalizem in ga zamenja z posebno obliko, bomo rekli, kmečkega plačevanja davkov, ki se imenuje mezandrija, pride pa od besede mezzo, torej polovica. Kmet je dobil zemljo, ampak je bivšemu lastniku, fevdalcu, cerkvi ali kakorkoli, plačeval polovico tega, kar je pridelal. Torej, davek je bil 50% in zdaj je kmet seveda si hitro zračunal. Več, ko bom predelal, več me bo ostalo. In tako kmetje seveda zelo pridno zdaj delajo in ta sistem mezandrije je bil tako uspešen, da bom rekel, ga v Italiji odpravijo šele s koncem 2. svetovne vojne. Potem sprosti trgovino z žitom. Kmetje so zdaj sami določali, koliko je žito vredno. Potem močno zmanjša dajatve cerkvi, pravzaprav popolnoma si podredi cerkev, odpravi mučenje in kot prva država na svetu Toskana odpravi smrtno kazen. Leopold je hitro zračunal, vladal v državi, ki je imela 500 000 prebivalcev, država je šlo vedno bolje, ampak rekel je, mi smo mali, mi ne rabimo vojske. Rekel je namreč zelo pametno. Če nas napade kakšna velika sila, Francija, Avstrija, Anglija, Rusija recimo, imajo vsi tako velike vojske, da se ne moramo braniti. In je čisto brez veze, da imamo vojsko, za domače potrebe je policija zadost, da bo kriminalce lovila in tako odpravi vojsko. In seveda s tem se zelo, zelo tudi izboljša finančno stanje v državi. Torej, še naprej,
številne spremembe kazenske zakonodaje, potem seveda spremembe na področju financ, tule lahko vidite, njegov kovanec, torej zlatnik iz časa, ko je bil veliki vojvoda. Prenovijo trgovsko zakonodajo, odpravi cehe, torej zdaj je lahko vsak počel, kar je hotel in je mislil, da bo tam uspešen. In še nekaj, Leopold je razmišljal že korak naprej. Želel je državi dati ustavo. In to je bilo seveda nekaj, kar pa njegov brat na Dunaju ne dovoli. Torej, Jožef prepove Leopoldu dati ustavo. Zakaj? Zaradi tega, ker je bil ljubosumen. Jožef ni imel namena dati ustavo, roko na srce, če bi jo dal v Avstriji, tedaj ustavo najbrž Avstrija razpadla. Leopoldu pa ni pustil, da bi vso slavo požel. Že itak so po celi Evropi govorili, da je Leopold veliko bolj uspešen kot pa njegov brat. Zakaj? Torej, marsikako od teh reform seveda želi uvesti tudi Jožef. Tak Jožef ni bil uspešen. Čisto preprosto zato, ker je bil preveč zaletav. Leopold na drugi strani naredi pa kaj? Reče, bomo pa uvedli krompir. In kaj naredi? Določi eno občino, reče, vi boste krompir sadili. In ta občina sadi krompir 2-3 leta in če se prime, na vso državo, potem to razširijo. Enako velja za druge kulturne rastline, recimo tobak in še marsikaj drugega. Torej, najprej na majhnem ozemlju, da vidi, kakšni so rezultati. Ne bo cela država zdaj sadila krompir, če bi se izkazalo, seveda, da ne raste v Toskani krompir, kar seveda ni res. Namreč nekaj, morda samo tako, medklic. Leta 1559 so bili Medičejci prvi, ki so na evropskih tleh nasadili krompir. Zadaj za palačo Pitja, v tistem parku, je prvič v Evropi bil zasajen krompir. Torej, v Toskani so imeli krompir veliko prej kot pa mi. Torej, še pred Leopoldom, še pred Habsburžani. Še nekaj. Leopold, kot ga vidimo na tem doprsnem kipu, je za javnost odprl tudi galerijo Uffizi. Uffizi so bili seveda zbirka, ki jo Medičejci zberejo, zdaj jo Leopold da na novo urediti in seveda odpreti za javnost. Zdaj lahko vsak, ki je bil spodobno oblečen, zastonj prišel in si pogledal galerijo. In še nekaj, Leopold je pravzaprav naredil eno, bom rekel, zelo hecno zadevo. Namreč Jožef je od njega bolj zahteval, kot pa predlagal, da zamenjajo nekaj slik. Torej, Jožef si je želel nekaj italijanskih slik in je bil pripravljen ponuditi nekaj nemških. Leopold v to privoli, ker drugače ni mogel, bil je pač mlajši brat in se moral ukloniti cesarju kot takemu, ampak zamenjava, ki je seveda nastala, je bila v veliko škodo Dunaja. Leopold je namreč se veliko bolj spoznal na umetnost kot njegov starejši brat in je za Uffizije dobil recimo Dürerja, pa Kranacha, pa Altdorferja, na Dunaj pa poslal manj vredne italijanske mojstre. Celo v končni fazi neki Tizianov pride z Dunaja v Italijo. Torej, vsekakor zanimivo. In še nekaj. Leopold je bil in je še danes zelo priljubljen v Italiji. Italijani ne marajo Habsburžanov. Leopold, oziroma kot ga oni poznajo, Peter Leopold, namreč to je bilo njegovo prvokrstno ime, v Habsburški dinastiji ni nobenega Petra. Zakaj ta Peter? Glejte, njegova botra je bila ruska carica Elizabeta Petrovna, torej hči Petra Velikega, in je rekla, pa naj bo tudi ta Peter. Tako da ga Italijani v glavnem poznajo kot Pietro Leopoldo, Granduca Pietro Leopoldo, in tule imate njegov velik spomenik v Pizi. Torej, vi imate spomenike in ulice po celi Toskani posvečene temu vladarju. In tukaj čudovita
slika, družinska slika, ki jo je naslikal odličen angleški slikar Zoffany. In vidite, Leopolda v taki krasni, španski noši, Marijo Ludoviko in pa del njune družine. Tukaj ta najstarejši je pa naš kasnejši cesar Franc, torej cesar iz obdobja Napoleona. Slika je narejena tako, da imate odzadaj dvorišče palače Pitti. Leopold in Marija Ludovika sta imela 18 otrok. To je bil pa res zakon iz ljubezni. Vedno sta bila skupaj, nočen dan, ona mu je tudi pomagala pri vladanju, on se je na njo zelo zanašal. In ko je Leopold, to že malo prehiteva, umrl leta 92, je Marija Ludovika umrla 2 meseca za njim. Torej, v smislu, kot zvesta žena, ni hotela dlje živeti kot soprog in je dejansko umrla in sta potem bila seveda skupaj pokopana in sta še danes. Glejte, na tej točki bomo mi Leopolda pustili. Namreč srečno in odlično je vladal do leta 1790, ko mora zapustiti Toskano in oditi na Dunaj. Hvala Bogu. Čeprav je samo 2 leti vladal, je rešil Avstrijo, ker Avstrija je bila na robu propada. Morda, da se poslovimo od njega, samo ena zanimivost. Glejte, vsi Habsburžani, ki danes obstajajo, so potomci Leopolda II. Iz teh fantov, ki jih imamo tule gor, zrastejo vse veje habsburške družine, ki obstajajo danes. Marija Karolina je ena od hčera Marije Terezije, prva, ki se je pravzaprav poročila od njenih hčera ven z Dunaja, in to v Neapelj. Tule vidite njen mladostni portret, v rokah ima risbo svojega očeta in tukaj se seveda začne ena najbolj nenavadnih zgodb v zgodovini habsburške dinastije. Namreč Marija Karolina dobi za soproga Ferdinanda IV. Ko se je poročila, je bil Ferdinand že malo starejši kot tule, oba dva sta bila najstnika. Razlika je bila pa gromozanska. Marija Karolina je bila vzgojena v družini, kjer je bilo, kot smo rekli, 16 bratov in sestra, kjer so imeli zelo ljubečega očeta, mati je bila sicer malo preveč zaposlena, da bi dobro skrbela za družino, ampak vendarle. Bila je izobražena, bila je lepo vzgojena, nič od tega ne moramo trditi za tegale Ferdinanda. Eno najbolj nesrečnih otroštv je imel ta kralj. Namreč, ko je bil star 2 leti, se je njegov oče, Karl, odpovedal prestolu v Neaplju. Odpotoval v Španijo. Ferdinanda pri 2 letih pustijo doma in razen enega brata ni nikoli več videl nobenega člana svoje družine, ne matere, ne očeta. 2 leti star je bil prepuščen samemu sebi, formalno kralj, tule ima 6 let na tej čudoviti sliki. Nihče se ni brigal za tega fanta in to, kar je potem zrastlo ven, seveda ni mogel biti ravno nek genij. In glejte, Ferdinand IV. Je ena prav nenavadna figura. Ko je odrastel, ni govoril nobenega drugega jezika kot napolitanskega dialekta. Ni znal ne francosko, čeprav je Bourbon, ni znal knjižne italijanščine, niti španščine, nič. Samo ljudski dialekt. Ljudje so ga imeli za svojega. On je bil vzgojen dobesedno na neapeljskih ulicah.
In seveda je bil milijonkrat bolj ljudski od Jožefa. In ko je Jožef prišel v Neapelj in ko je videl, kako seveda navadni ljudje, ko grejo po cestah, kralja zaustavijo, pa ga tako po hrbtu, kak si Ferdinand, pa ko je on, bom rekel, se usedel tam, pa seveda kar na cesti kaj pojedo, to je bilo seveda res ljudsko. Jožef seveda je bil razočaran, ko je videl, da je nekdo bolj ljudski od njega in potem hitro šel domov. In Ferdinand je bil pa tako, ne bomo rekli, da je bil ravno tako malo premaknjen, ampak dejstvo je, da je bil seveda popolnoma neizobražen in tudi ni prav vedel, kaj početi, ko je dobil ženo. Zdaj, problem je bil v tem, Marija Karolina je bila bistra, lepa in seveda, bom rekel, nekako je pričakovala nekaj takega od svojega soproga. Ferdinand ni bil ne lep, ne bister, pa menda tudi ni ravno pogosto vode videl. Torej, lahko rečemo, da je Marija Karolina prezirala svojega soproga, kljub temu se je zdelo pa pametno, da imata otroke in imela sta jih 16. Če bi vam naštevala, katere kraljice so vse iz tega zakona ven zlezle, bi ne prišli do konca. Torej, pol Evrope se je poročilo z njunimi otroki. Glejte, Marija Karolina, tu imate še en lep portret, je po prvem letu zakona mislila, da je življenja konec. Potem je pa ugotovila pravzaprav nekaj nenavadnega, da se njen mož sploh ne zanima za politiko in da nima pa ta njen soprog prav nič proti, če se pa ona ukvarja s politiko. In tako je Marija Karolina v stilu svoje matere začela vladati Neaplju. Zdaj, tu je treba takoj povedati, da je bila Marija Karolina sicer hči Marije Terezije, ni pa bila Marija Terezija. Torej, njena politika ni bila ravno ne vem kako bistra, ampak vendarle, bom rekel, še vedno boljše, kot pa, da bi seveda vladala, bom rekel, skupine ljudi okrog kralja Ferdinanda, ki, kot sem rekel, ni imel pojma o pojmu. In tako Marija Karolina z raznimi svetovalci vlada precej, spodobno, ne tako genialno kot mati, ampak vendarle spodobno in ljudje imajo kraljevi par zelo, zelo radi. No, Marija Karolina in pa njen soprog sta podedovala ne samo precej uspešno kraljestvo, pač pa največjo palačo v Evropi, to je palača v Kazerti, da si lažje predstavljate, fasada, ki jo gledate, je 260 metrov dolga. Sama zgradba jih ima pa krepko čez 40 metrov v višino in tu noč sta živela, bomo rekli tako, stanu primerno, izjemno razkošje vlada v tej palači. Torej, to ni bil čas, ko bi lepe umetnosti trpele. Tukaj lahko vidite lovski paviljon na jezeru Fusano, ki ga zgradi sloviti arhitekt Vanvitelli, torej isti arhitekt, ki je naredil palačo v Kazerti. In tukaj lahko vidite sliko nemškega slikarja Hekarta, na kateri imamo ta isti paviljon. Lahko vidite ga tule. Sem je hodil Ferdinand loviti divje ptiče, ki so bili na tem jezeru. Hekart je bil prvi, ki je tudi seveda po naročilu kraljeve dvojice naslikal Pompeje. Pompeji v ozadju vidite Vezu. In tedaj so začeli na veliko romati seveda v Neapelj Angleži, Rusi, Francozi, Avstrijci in gledati Ercolaneum in pa Pompeje. Tukaj pa imate zagotovo najbolj simpatično in najbolj privlačno družinsko sliko celega 18. stoletja. Družina Ferdinanda IV. In Marije Karoline. Švicarska slikarka Angelika Kaufmann je naslikala to sliko, ki je v resnici še malo večja od tega, kar vi tule gledate. Torej, ogromna slika, figure so več kot v naravni velikosti in lahko vidite, kako pravzaprav so
živeli, kralj, kraljica in pa njuni otroci, tako kot ena taka skoraj malomeščanska družina. Če Ferdinand ne bi imel tiste lente gor, bi mislili, da je čist navaden meščan. In izgleda neka idila, zadeva ni bila daleč od resnice, pri tem seveda, da je Marija Karolina bila tista, ki je hlače nosila. Še en portret kraljice v obdobju tam malo pred francosko revolucijo, francoska slikarka Elizabeta Viche-Lebrun naslika to prelepo delo. Torej, zanimivo je to, da mi vemo, da kralj Ferdinand ni imel nekih izvenzakonskih zvez, za samo Karolino pa ne moramo biti tako prepričani. Sir John Acton, ki ga tule vidite, je bil britanski veleposlanik v Neaplju in vsekakor ste si bila s Karolino zelo, zelo blizu. Ne vemo pa kako zelo blizu. Dejstvo je seveda, da je bilo to iz političnega vidika slabo. Preprosto, morate vedeti, da je Marija Karolina bila vendarle Habsburžanka, ki je vladala državi, ki je bila formalno burbonska, torej francoska, prijateljevala je pa z Angleži, glavnimi nasprotniki Francije. Ferdinand tudi seveda svoje naredi. Treba je povedati, da ga je zelo zanimala umetnost. Tu lahko vidite čudovit konjeniški kip, ki ga je Canova ulil in stoji na trgu pred kraljevo palačo. Glavna figura v Neaplju v tem času je pa ta gospod, Sir William Hamilton, ki Actona zamenja kot veleposlanika in seveda ta gospod dobi sem v Neapelj svojo nečakinjo, Emo Hamilton. Ta je bila nesrečno poročena z enim angleškim plemičem in da bi se izognili škandalu, ločitve, so jo poslali stricu v Neapelj. Torej, ta mlada, lušna punca, bila je model številnim slikarjem, postane zaupna prijateljica kraljice Karoline. Nekateri so namigovali celo na kako ljubezensko razmerje, ampak nimamo nobenih dokazov, ki bi nam to potrdili. V vsakem primeru je bil pa spet zdaj tu en problem. Namreč Marija Karolina je bila spet povezana z Angleži in njeni domači tega niso ravno najbolj razumeli. No, na srečo se za Emo Hamiltona potem najde moški njenih sanj, to je bil Lord Nelson. Vi morate vedeti, da v času napoleonskih vojn, zdaj smo že v tem obdobju, je Neapelj zelo ogrožen in pomoč Angležev pride v podobi britanske mornarice, ki zdaj Neapelj varuje pred Francozi. Sicer ne zavedno, namreč kraljeva dvojica mora potem zapustiti Neapelj in se umakniti na Sicilijo, ampak kljub temu Angleži uspejo Neapeljsko kraljestvo vsaj nominalno ohraniti skozi obdobje celotnega napoleonskega obdobja. Še en zelo lep portret Marije Karoline, tudi tega je naslikala Viche-Lebrun, in pa seveda potem že obdobje, ki je vezano na njeno smrt. Marija Karolina leta 1814 obišče Dunaj in tam umre na prvi dan Dunajskega kongresa. In pravijo, da se Dunajski kongres začel z pogrebom, torej zadnji otrok Marije Terezije je bila Marija Karolina, ki je bila še živa in je umrla na Dunaju in je tam tudi pokopana.
Njen soprog, Ferdinand, vlada še nekaj časa, da v Neaplju zgraditi to mogočno cerkev v zahvalo, da je Napoleon bil poražen. Tukaj vidimo dva njegova portreta na stara leta. Na eni strani je njegov portret, zraven pa doprsni kip Marije Karoline, desno pa lahko vidite sloviti kip, ki ga Canova naredi in ki je danes v Neapeljskem arheološkem muzeju. Ferdinand na stara leta, natančneje leta 1821, še enkrat zapusti svojo državo, tokrat gre na dolgo potovanje v Ljubljano. Torej iz Neaplja je pripotoval v Ljubljano na zasedanje Svete alianse. O tem kongresu, seveda naslednjo predavanje kaj več, torej ta kralj torej obišče tudi Slovenijo, potem se vrne v Neaplj in potem še nekaj let vlada. Torej Marija Karolina kljub zelo razburkanemu življenju vendarle doseže zelo veliko. Definitivno seveda ni tako znana kot njena mlajša ali pa najmlajša sestra, Marija Antoaneta, ki je seveda podedovala mnogo šarma svojega očeta, zelo malo razen zunanjščine od svoje matere. Bilo je pa seveda namenjeno, da bo postala neke vrste kronski dokaz novega zbližanja med Francijo Ludvika 15. in seveda cesarstvom Marije Terezije. Leta 1770 se Marija Antoaneta poroči z francoskim prestolonaslednikom. Tule jo vidite, kakšna je bila, ko je prišla v Francijo. Francoski slikar Drouet jo je tule naslikal kot boginjo Hebo, to je grška boginja, Zeusova hči, predstavlja pa simbol večne mladosti. Torej, tukaj seveda imamo opraviti še z najstnico, ki ni še veliko vedela o življenju, predvsem pa ne o življenju na francoskem dvoru. Torej, Ludvik XVI ni bil v nobenem pogledu podoben svojim velikim prednikom, niti dedu ne, torej Ludviku 15., kaj šele seveda 14. Ludviku, čeprav vidimo, da je dekor isti. Imamo to veličastno ogrinjalo, ki so ga uporabljali za kronanje. Za tem ogrinjalom seveda tiči ena izrazito nesigurna osebnost. Ludvik XVI je bil po karakterju sijajen človek, prijazen, izobražen, odličen soprog, zelo dober oče, ampak seveda porazno slab kralj. Ker je hotel delati vse prav, se nikoli ni odločil, kaj bi naredil. Vedno je razmišljal tako dolgo, kaj naj naredi, da je bila stvar že mimo. Če bi seveda Francija bila v nekem zelo pozitivnem stanju, bi to bilo seveda ok. Ker pa ni bila, ker je bila, bom rekel, ekonomsko in še kako drugače v zelo slabem stanju, to ni bilo v redu. Glavna težava tega zakona je, da imamo na eni strani mlado, zelo privlačno princeso, tule vidite dva portreta, ki zdaj seveda postane kraljica, in pa kralja, ki je bil tudi mlad, takrat še tudi postavna, niti ne vem kako odebeljen, ki pa seveda nista imela otrok. In oba dva sta vladala že zelo dolgo, preden da pride tako daleč. Razlog je bil v tem, da seveda Ludvik XVI ni mogel opraviti svoje dolžnosti. Preprosto potrebna je bila ena zelo mala operacija, nič kaj hudega, ampak trajalo je več kot 11 let, da se je kralj za to odločil. Potem
je pokazal, da zmore in otroci so prišli tako po vrsti 4 zaporedoma, torej z tega zornega kota je naredil svojo dolžnost. Marija Antoaneta je bila tudi srečna, ker je bila končno mati, je pa seveda v tem času njen ugled že zelo padel. Tule lahko vidite en tak razkošen dvorni portret. Marija Antoaneta je bila modna ikona, če hočete, princesa Diana svojega časa, ker pač jo mož ni mogel zadovoljiti, ne bomo rekli, da jo je zanemaril, ker to je definitivno ni, se je želel odkupiti tako, da je dajal ogromno denarja in ona ga je z veseljem trošila. Ker je v Franciji seveda šlo vse narobe, so ljudje vzeli Marijo Antoaneto za tisto, ki kriva za vse. Namreč, gledajte, v Franciji je bila ena zanimiva navada. Kralji so imeli ljubice, ki so bile po defaultu krive za vse, kar je bilo slabo. Torej, kraljica je vedno veljala za neko svetnico, ki jo kralj pač vara, tako je bilo že 200 let, zdaj imamo pa tu eno čudno novo zadevo. Torej, imamo kralja, za katerega so vsi vedeli, da je dober kot kruh, pa seveda nesposoben, kar se le da, tako dober, da niti ljubice nima, ker je tako zvest svoji ženi, in imamo kraljico, ki pa ni imela otrok, ki je veliko zapravljala in zdaj se seveda to, bomo rekli, francosko javno mnenje obrne pač proti kraljici. Marijo Antoaneto je nekaj časa reševalo dejstvo, da je bila tudi sama precej krepostna, da je bila hči slovite Marije Terezije, ampak potem tudi to ni pomagalo. In dokler Marija Antoaneta vendarle zanosi, je seveda z takim razkošjem, kot ga lahko vidimo na tej slikah, si zapravlja večino pri popularnosti pri ljudeh. Zapravljanja ni imelo, bom rekel, nekega konca. Tule lahko vidite njeno spalnico v Versaillesu. Tule gor je portret Jožefa II., na drugi strani nasproti je portret Marije Terezije, torej prečudovita soba, pa tudi sicer, tudi ostali prostori, knjižnica in pa recimo njena delovna soba so izjemno lepi, okusno opremljeni, torej tu ne gre oporekati, Marija Antoaneta je imela odličen okus. In potem seveda imamo še en problem. Marija Antoaneta v očeh Francozov ni naredila nič prav. Ko so jo kritizirali, da je pač seveda ogromno zapravila za obleke, se je dala naslikati v taki preprosti obleki. In spet ni bilo prava, ker francoska kraljica ne sme izgledati, ko je na kmetica ali pa prodajalka rožic, kot jo tule vidimo. Zato se je, bom rekel, še enkrat dala naslikati, tokrat v malo bolj recimo lepi, malo bolj dvorni obleki, pa spet ni bilo prav, ker so ugotovili, da blago ni francosko, torej ni podpirala francoske industrije. Torej je problem, če seveda prideš na tisto točko, da karkoli že narediš, ne moreš narediti prav. Tukajle imamo potem končno tisti srečen trenutek, ko pridejo otroci in lahko vidite Marijo Antoaneto, vidite lahko Ludvika XVI., ki je bil dejansko odličen oče, potem njunega sina, ki nikoli seveda ni postal francoski kralj, in potem tukaj njuno najstarejšo hči, tisto, ki je edina preživela starše in svoje brate, ki so umrli pred njo, to je princesa Marija Terezija. Že zadnjič sem omenil, da je pokopana pri nas v Sloveniji, v Kostanjevici pri Novi Gorici. Torej,
tule lahko vidimo eno tako idilično podobo, ampak vendarle poglejte, kakšno razkošje. Če se spomnite prej portreta Karoline in pa Ferdinanda, ki sta skoraj meščansko upodobljena, pa to razkošje, imamo vendarle ogromno razliko tudi v razmišljanju. Tukaj lahko vidite Marijo Antoaneto, kako se sprehaja po parku z svojo, smo rekli, najstarejšo hčerko in pa sinom. Marija Antoaneta ni imela sreče, da bi uživala kot mati, namreč prvorojena hči je umrla po 3 letih, drugorojena je bila ta Marija Tereza, medtem ko prestolonaslednik je seveda prvi prestolonaslednik umre v času, ko v Franciji pride do revolucije. Njegov mlajši brat, ki potem postane prestolonaslednik, pa umre med revolucijo, mislim, da leta 93, ne znano kako, oziroma zelo verjetno ga umorijo. Tukaj še ena slika, ki je seveda zelo zanimiva. Namreč, ko je slika nastajala, so seveda bili na sliki 4 otroci. Ko je bila dokončana, vmes punčka umre in vidite, zelo zanimivo, kako ta fant kaže na to zibko, češ, da je tule not še nekdo, ampak več ga ni več. Torej, Marija Antoaneta tule, bom rekel, kot ponosna, hkrati pa seveda precej žalostna mati, ker je ravno pač prebolevala izgubo svoje hčerke, torej prvorojene hčerke. Ko je Marija Antoaneta opravila svojo dolžnost, ko je bilo zadosti otrok, se je spet lotila zapravljati, tokrat za tole zgradbo, mali Trianon, ki ga je čudovito opremila, tule lahko vidite notranjščino, nič več, veliko zlata, bolj take normalne barve, veliko udobnosti. Eden od zadnjih portretov, ko je bila še kraljica, in pa potem seveda nagrobnik. Marija Antoaneta je bila, kot veste, skupaj z soprogom vržena s prestola leta 1791, potem obsojena na smrt. Ludvik je bil obglavljen nekoliko prej, ona nekoliko kasneje. Pokopali so ju tako, da so, hvala Bogu, lahko potem tudi jiva našli in šele v obdobju po Napoleonovem padcu so v baziliki Saint-Denis postavili ta nagrobnik, ki seveda je bolj kot ne neka iluzija. Torej, Ludvik ni bil ne vem kako odločen kralj, kot tule se vidi. Marija Antoaneta pa tudi ni bila neka ponižna, pobožna ženska. Bila sta, rekel, povprečen par, ki je zelo drago plačal svoje napake in seveda tudi napake predhodnih rodov. Za konec pa se dotaknemo še ene hčerke Marije Terezije, torej Marije Kristine. O njej smo že nekaj povedali, bi jo pa seveda rad predstavil predvsem kot izjemno zanimivo dekle. Marija Kristina je bila verjetno najbolj pametna od vseh svojih hčera, od svojih sester in bratov. Ko je prišla na vrsto, da se poroči, se ni hotela poročiti z nobenim princem, ki ga ne bi zbrala sama. 3 leta je sitnarila, 3 leta je kuhala mulo, dokler ji starši tega ne dovolijo. Torej, bila je edina, ki ji je Marija Terezija dovolila, da si izbere svojega soproga. In to je bil princ Albert von Sachsen. In Marija Kristina seveda živi v izredno srečnem
zakonov. Treba je povedati, da z možem nista imela nobene posebne politične funkcije, pač pa veliko premoženje, veliko sta potovala, omenili smo, da princ Albert zbira risbe in ustvari to slovito Albertino na Dunaju. In zanimivo je, Marija Kristina je tudi sama bila umetniško nadarjena, navdihnjena, veliko je slikala. Če greste v Schönbrunn, potem lahko tam vidite njene slike, ki nam kažejo en tak res čisto zaseben pogled v življenje cesarske družine in seveda so, bom rekel, zelo pomembne z vidika dokumentarne vrednosti. Nekaj časa sta vladala v Bruslju kot namestnika, najprej Marije Terezije, potem Jožefa in pa Leopolda. Ko se francoska revolucija razširi nad Belgijo, se vrneta na Dunaj. No, tule sicer lahko vidite poročni banket Alberta in pa Marije Kristine na Dunaju. Tule sta tule za mizo. Vse skupaj je naslikano v Hofburgu na Dunaju. In mi bi rekli, da živite res eno tako brezskrbno, predvsem pa zelo lepo življenje. Torej, Marija Kristina je bila prava lepotica, to lahko vidite na teh portretih, zelo samozavestna ženska. Ne bomo rekli, da je bila emancipirana, ampak bila je ravno toliko trmasta kot njena mati in je rekla, jaz hočem imeti soproga, ki ga bom ljubila, ne pa eno politično partijo, in je svoje dosegla. In lahko rečemo, da je to bil zagotovo najsrečnejši izmed vseh zakonov, kar jih je imela Marija Terezija med svojimi potomci, za izjemo seveda cesarja Leopolda, namreč v tem zakonu ni bilo otrok. Marija Kristina je bila jalova, ni mogla imeti otrok. No, portret, ki je še danes v Albertini na Dunaju, nam kaže žensko, ki je zelo, bomo rekli tako, se zaveda svojega položaja, ponosna nase in seveda v določenem smislu zelo samozavestna. Veliko bolj, kot pa ste morda opazili na obrazih ali Marije Antoinete ali pa Marije Karoline. Torej, ena posebnica, bomo rekli, ena upornica v habsburški družini, ki pa, bom rekel, s tem načinom uspe in si ustvari res eno lepo življenje. Hvala lepa.